Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so danes. Danes imamo prav posebno gostjo, vrhunsko športnico in izjemno osebnost Glorijo Kotnik. Glorija, pozdravljena. Pozdravljen. Glorija Kotnik je skozi leta navduševala s svojimi športnimi dosežki in svojo predanostjo navdihovala mnoge. A za vsako uspešno športno zgodbo stoji tudi močna družinska podpora. Midva z Glorijo se ne bova pogovarjala samo o njeni karieri, danes bomo spoznali, kako pomembno vlogo ima družina v življenju Glorije Kotnik, kako so ji pomagali premagovati izzive in kako skupaj praznujejo njene zmage. Glorija, z kakšne družine pravzaprav izhajate, če malo opišete? Pa jaz bi rekla, da mogoče iz take čisto povprečne slovenske družine. Imam mlajšo sestro, smo pa starši živeli skupaj s starimi starši, tako da sem ogromno časa preživela tudi z babico in dedkom in imam res lepe spomine na otroštvo. Koliko je bila pa izobrazba pomembna v vaši družini? Je bilo to, bom rekel, klasično, Glorija, pojdi v šolo, moraš biti odlična, čim boljša, pa pol v srednjo šolo, pa na fakulteto, da boš imela pol službo 40 let in da boš pol na koncu šla srečno v penzijo. A je bilo kako drugače? Ja, no, bom rekla, da je bila zelo pomembna. Ne bom rekla, da najbolj pomembna, ker so mi seveda pustili tudi ostale stvari, zato sem dejansko tudi se začela ukvarjati s športom. Ampak ja, je pa bilo vedno, Glorija, treba je imeti urejeno šolo, to je pomembno. Vsi vemo, v športu so poškodbe, nikjer ni garancija, da ti bo uspelo. Tako da so mi res priučili to, da je pomembno v bistvu imeti izobrazbo, skrbeti za to, da so ocene lepe in da je tako uspeh potem na vseh področjih. Kakšen odnos ste pa imeli z starši? Je bil to, bom rekel, strog odnos? Je bila mami bolj stroga ali je bil oče bolj strog? Prijateljski odnos? A so postavljali meje? Jaz bi rekla, da vsega pomalo. Bom rekla, da tista avtoriteta je bil oče. Mama je bila vedno tista, ki je bolj zaščitniška, mila. Tako se mi zdi, kakor mora biti. Je pa res, da je bil zelo en tak miks. V različnih okoliščinah zelo različni pristopi mojih staršev. Ne bi rekla strogo. Ja, takrat, ko je bilo strogo, ampak niti slučajno, ne samo to. Moram reči, da sta bila v bistvu moja starša res tudi moja zaupnika. Sploh z očetom sem potem preživela ogromno časa na poti, ker je v bistvu potem bil tudi moj prvi trener. Tako da v tistih mogoče najstniških letih sem bila celo več z njim kot z mamo. Ste se imela možnost veliko pogovarjati? Ja, zelo veliko pogovarjati, ogromno sva bila na poti, tako da ja, bi jaz rekla, da so bili na koncu to zelo prijateljski odnosi. Fajn. Katere vrednote bi pa mogoče izpostavili, da ste jih iz družine prevzeli ali pa da ste jih spoznali skozi družino? Jaz bi rekla, da ravno to, da je družina pomembna, to medsebojno spoštovanje, ljubezen, empatija, pa zagotovo tudi, bom rekla, neka odgovornost, delovnost, pa vztrajnost. Lojalnost. Ja. Se vam zdi tudi pomembna vrednota? Tudi zelo pomembna. Se pravi, da si lojalen tistim, ki ti pomagajo, ki ti stojijo ob strani. Ja. Kot otroka ste bili, bom rekel, tako malo po domače rečen živec ali ste bili bolj mirna? Nisem bila mirna, sem povzročila kar nekaj sivih las mojima staršema. Tako bom rekla, da sem bila po naravi zelo trmast otrok. Hitro sem vedela, kaj želim in sem to pač na vsak način želela doseči. A pa so imeli kakšne posebne pristope, pa to trmo, bom rekel, umirjati? Kakšne kazni mogoče so bile, ki ste kaj ušpičali? Jaz bom rekla, da so bili ti pristopi kar zelo, bom rekla, neučinkoviti. Res sem si želela doseči neke stvari, ki sem si jih zadala. Moram pa reči, da mogoče kazni. Vsi vemo, neke meje so postavljene, čez to se mi zdi, da nismo šli, ampak zame osebno je bila največja kazen povezana s športom. To je pomenila
Ne moreš na trening. Tako, to je bilo nekaj najhujšega, kar se mi lahko zgodi. Sploh je bilo večinoma to vezano na šolo, če se je zgodilo, da kaj ni bilo upravljeno. Je bila to največja kazen, da sem jaz mogla doma ostati in ne iti na trening. Se pravi, vi ste, bom rekel, uspešna športnica v bordanju, ne? A je to bil šport že od začetka ali ste prej kaj drugega trenirali ali ste takoj bordali? Ne, v bistvu sem predtem tudi smučala, sem pa obenem trenirala tudi tenis. Ampak deskanje je bilo res ena taka ljubezen na prvi pogled. Mi smo bili zelo smučarska družina, smo hodili zimske vikende večinoma smučati. In moja starša sta v bistvu potem, ko se je deskanje razvijalo, ko je postajalo bolj popularno, sta si želela to preizkusiti. In ko sem jaz njiju enkrat videla... Prvo ona dva poje... Tako. In sem potem jaz rekla, leta, zdaj pa jaz ne bom več šla z vama smučati, če tudi jaz ne dobim deske, tako da sta mi potem zelo hitro uredila tako veliko desko. In od takrat naprej je bilo to. In tudi, ko sta me v bistvu potem vprašala pri nekaj 11 letih, s katerim športom se želim ukvarjati, je bila med tenisom in deskanjem res najlažja življenjska odločitev. Že pri 11 letih? Tako. Wow, zanimivo. Mogoče, če se še nazaj vrnem na vašo družino, tema denar je pogosto tabu tema. Kako je bilo v vaši družini? A ste se o tem pogovarjali? A ste govorili, ste dobivali žepnino, kako ste jo uporabljali? Tako par deset me zanima o tem. Pa bom rekla, zdaj tako žepnina ne, sem si pa lahko z določenimi nalogami v bistvu nekako prislužila ta denar, že nekaj od majhnega. Bi pa rekla, da ja, mogoče prvi taki bolj resni pogovori so bili, ko sem tudi dobila mogoče prve bolj take prihodke, na recimo štipendijo, takrat smo potem pa res se pogovarjali o tem, da mogoče en del, da ga privarčujem, en del, da vložimo nekaj, kar mi je pomembno, se pravi, veliko je šlo za šport. En delček pa seveda je ostal zame za tiste neke čisto življenjske potrebe oziroma hobije, zato da sem lahko šla v kino ali pa podobne stvari. Tako da so mi pokazali, da je treba imeti neko ravnotežje oziroma preudarno ravnati z denarjem. Ste tudi mamica, imate svojo družino, v vaši družini se o denarju verjetno tudi morate pogovarjati, ker ne nazadnje del športa je tudi v bistvu financiranje vseh teh izdatkov, stroškov, ker verjetno ne dobite vsega plačanega strani zveze, če se prav razumem. Ja, tako. Dosti je v športu na športnikih samih, treba je biti zelo aktiven na tem področju. Tako da jaz sem se že zelo hitro soočila s temi izzivi, da rečem tako, in sem jih tudi začela reševati. Ja, postaneš iznajdljiv, iščeš rešitve. Predvsem je pa meni osebno pomembno to, da imam neko varnost, da lahko grem zvečer mirno spat, pa vem, da sem nekaj naredila tudi v to smer. Enkrat, ko sem se pogovarjala, ko smo bili skupaj, ste omenili, da ste, bom rekel, nekaj še, poleg športa, ste prodajali nekaj še? Ja, tako, jaz sem del v bistvu svoje športne kariere tudi delala v službi, in sem res opravljala vse mogoče, tako da mi res ni težava poprijeti za nobeno delo, in imam rada take in drugačne izzive. In bi to priporočali tudi mladim, da čim prej v bistvu sprobajo čim več stvari, ne? Zagotovo. V vsakem primeru je pa to izkušnja za naprej, več izkušenj kot imamo, lažje potem unovčimo. V vaši karieri je bilo kar nekaj vzponov in tudi padcev, ne? In tukaj je zelo zanimiva zgodba tudi na tem področju. Predlagam, da narediva pred to temo kratko pauzo in se potem osredotočiva na vašo kariero, športno kariero, ne? Dragi gledalci, predlagam, da gremo na kratko pauzo in se kmalu vrnemo zopet z Glorijo Kotnik. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Glorija Kotnik, vrhunska deskarka na snegu, ne? Lahko rečem. Ja, mogoče, da preden greva na vašo kariero, me zanima še v bistvu, kakšno mnenje imate o formalni izobrazbi, koliko je pomembna za življenje, za vas in pa mogoče o neformalni izobrazbi. A bi kaj, glede na to, da ste zdaj tudi mami, kaj spremenili, vrtec, šola, to, kar že poznate? Pa jaz bi rekla, da je zelo pomembna.
v bistvu že v vrtcu otroci dobijo ta nek prvi socialni stik z drugimi, se razvija, ne vem, čustvena inteligenca, pridobivajo se različna znanja in se mi zdi to res nenadomestljivo. Seveda sploh v tej zgodnji fazi, a ne. Vsi vemo, da pa na koncu prideš do točke, ko ni važno, kako visoka je tvoja izobrazba, so pomembne tudi izkušnje in pa kako znaš to izobrazbo oziroma znanje potem unovčiti v različnih situacijah. Tako da se mi zdi pomembno oboje, in formalna in neformalna izobrazba oziroma tiste izkušnje, ki jih pač pridobivaš na drugem področju. Ja, ker rekli ste, da se prav z deskanjem ste se že z 11. letom začeli ukvarjati, se prav, a so vas v šoli podpirali? Bom rekel, so vam prišli nasprot, ker ste imeli tekme, treninge? Ja, jaz moram to res pohvaliti. V bistvu že v osnovni šoli sem imela status športnika, učitelji so zelo pomagali, tako da ja, sem imela omogočene neke, mogoče, bom rekla, bonitete, ker drugače enostavno ne bi šlo. Jaz sem že zelo zgodaj zaradi narave športa, ki je bil, dosti manjkala v šoli. Seveda jaz nisem nikoli v tem iskala nekih bližnjic ali pa mogoče izkoriščala teh stvari in jaz mislim, da ravno zaradi tega so mi bili naklonjeni in mi to tudi ves čas omogočali, ker sem pač vedno delala svoje obveznosti in sem zelo hvaležna za to, da sem imela take učitelje in kasneje profesorje. No, super, ob tej priložnosti lahko jih pohvalimo, da so uspešno svojo misijo naredili. Kdaj ste pa začeli z prvimi tekmovanji? Zelo hitro, to so bila taka otroška tekmovanja in tudi zelo hitro so bile prve zmage, stopničke, tako da se mi zdi, da me je ta potem tekmovalnost oziroma ta tekmovalni ritem kar potegnil in ja. A lahko rečete, da ste zelo tekmovalna oseba? Ne, samo na tekmovanjih, samo v deskanju na snegu, sicer bi pa rekla, da nisem tekmovalna oseba. Se pravi, vaš največji dosežek, a je bila olimpijska medalja ali v športu, ali bom rekel, imate kakšen drug dosežek v mislih, na katerega ste bili še bolj ponosni v športu, pa me pa enako zanima tudi v življenju? Bom najprej začela z življenjem. Jaz bom rekla, da moj največji dosežek v življenju je moja družina, ti naši odnosi in to je nekaj, kar je res vredno in noben dosežek, ki ga izven tega, ne vem, dosežeš, ne more biti tako vreden kot to. Če pa mogoče primerjam olimpijsko medaljo ali pa zmago v svetovnem pokalu, je pa zelo težko, ker olimpijska medalja je nekaj, kar sem si želela že kot majhen otrok in sem res sanjala in dejansko doživela svoje sanje in je to res tak neponovljivi občutki, dosežek, nekaj, kar mislim, da se ne more zgoditi še enkrat, saj ne v taki meri. Po drugi strani pa zmaga v svetovnem pokalu je pa spet nekaj posebnega, ker v bistvu slišiš, kako ti igrajo himno. Predvsem je bilo pa tisto, bom rekla, ena taka potrditev zame, da ta olimpijska medalja ni bila slučaj. Tako da se težko odločim. Super. Zelo lepo ste povedali. Materinstvo vam je dalo tudi nov zagon, ker v bistvu po rojstvu hčerke, sina, ste potem dobili olimpijsko medaljo. To je bilo zelo kratek čas. Kako ste skombinirali to? Bom rekel, posebej kot mama, ko te otrok rab, posebej na začetku ob rojstvu in pol te glavni meseci, pa ste trenirali? Ravno tako, brez vsakih pritiskov, brez vsakih pričakovanj. Jaz sem nekako iz osebe, ki je imela, bom rekla, splanirano, načrtovano vsako minuto v dnevu in me je res iztirilo, če je šlo kaj narobe. Sem se v bistvu spremenila z rojstvom sina, v bistvu tako zelo prilagodljivo osebo. Kar naenkrat sem se mogoče navadila na kaos, ki ga prej pač nisem mogla, ampak tako pač je, v življenju se nam spreminjajo prioritete in točno to se je tukaj zgodilo, se pač moraš sprijazniti, da ne more biti vedno vse pospravljeno, da včasih pač nič narobe s tem, če kakšen kupček oblačila počaka. V glavnem, spustiti pričakovanja na vseh področjih. In jaz sem res lažje zadihala. Meni je bilo taka osvoboditev in tako sem se tudi vračala v šport. Lepo, spontano, počasi. In velikokrat sem mogla spremeniti svoj plan, včasih sem mogla spustiti kak trening,
Ampak to, kar je bilo meni pomembno, je bilo to, da sem na koncu dneva rekla, dala sem svojih 100% od sebe. To je to. To mogoče je lahko tudi en poudarek za gledalce, ne? Se pravi, prilagodi svoje načrte trenutni situaciji, kdaj spremeni plane, znižaj kriterije, pa bo še zmeraj vse v redu. Tako, predvsem pa veliko manj stresa, to pomeni za nas in naše telo. Predvsem sami si velikokrat naredimo stres, ne? Jaz mislim, da si ga predvsem sami, res. Tako da vsa ta pričakovanja drugih, to je vse nekje tam. Ampak mi smo tisti, ki smo v bistvu, ki smo šefi nas samih, a ne, in imamo to moč. Se pravi, če si predvsem sami povzročimo stres, ga lahko tudi predvsem sami umirimo. Tako. Zelo preprosto se sliši, ne? Ja, preprosto, ampak jaz bom rekla, da moraš priti do te točke, ne gre čez noč, ne gre kar tako. Mogoče kak tak prelomen življenjski dogodek, se pa vse da. Kakšni so v vaši športni karieri še vaši plani ali pa želje in cilji prihodnje? Ja, jaz bom rekla, da še nisem odkljukala čisto vseh ciljev, ki sem si jih zadala, tako da bom rekla, da dokler bo moje zdravje služilo, dokler me bo družina podpirala na način, ki me, ker mi v bistvu oni res omogočajo, da vse to počnem, bom z veseljem to službo oziroma poslanstvo opravljala še naprej. Kako pa v bistvu, ko ste na treningih ali pa na tekmah, je družina z vami ali ne? Ja. Ker to ni v Sloveniji, niso samo tekme, to je po celi Evropi. Res je. Tudi jaz mogoče funkcioniram na majčkeno drugačen način, kot preden sem imela družino, tako da se res izogibam nepotrebnih, bom rekla, tako dolgih potovanj, priprav, vse nekako prilagodim družini, no. Če je le možno, grejo z mano, da imamo skupaj treninge, priprave, večkrat me spodbujajo na tekmah, no, tako da smo res čim več skupaj, no, in da moj otrok ne čuti neke oddaljenosti. Se načeloma njemu je vseeno, če je on zraven tebe ali pa zraven staršev, ne? Ja. Kjerkoli že pač je, ne? Jaz moram reči, da imam predvsem srečo, ker je moj otrok res, tako bom rekla, vesel, razposajen otrok, ki ima rad pozornost, ampak bom rekla, ne samo moje pozornosti, ampak je res vesel družbe, v bistvu svojih bližnjih. Tako da on se lepo počuti in pri babicah, in pri dedkah, tetkah, tako da je res lepo, no. Babice in dedki vam veliko pomagajo pri čuvanju otroka? Ja, zagotovo. Če ne drugega, je treba za kakšno urico, dve, tudi v tem času, ko recimo niso tekmovanja, skočiti in res oni so taka močna opora pri vsem, kar počnem. Kdo pa vam je največji navdih, se pravi, v življenju? Pa ni treba, da je samo ena oseba, lahko rečejo, kdo vam je bil v otroštvu, pa kdo vam je mogoče zdaj, ali pa kdo je v športu, ali pa kdo je v, ne? Ja, težko res izpostavim samo eno osebo, bom pa rekla, ker moja družina oziroma ta širši krog, ki mi ves čas stoji ob strani, ljudje, s katerimi sem res povezana, ki jih imam rada in oni so vsakodnevni navdih. Kaj pa v otroštvu? Kdo vam je bil idol? Pa jaz bi rekla, da sem tudi to varnost ali pa nekako, rekla, vzore dobivala iz svoje družine, no. Tako zelo veliko časa sem tudi, kot sem rekla, preživela s svojimi starimi starši, tako da, ne vem, z dedkom recimo smo ogromno stvari počela skupaj in se mi zdi, da ja, znotraj družine najdem te idole. Še eno čisto neumestno vprašanje. V osnovni šoli, kjer vam je bil najljubši učitelj? A je bil to za kjer predmet? Ja, zanimivo, da za predmet, ki ga nisem marala v osnovi. Tako da, to je bila v bistvu moja učiteljica za matematiko, ampak matematike res ne maram. Zakaj pa je bila najljubša oziroma najbolj zanimiva? Pa ne vem, v bistvu je bila zabavna, prijazna, res mi je poskušala pomagati, no, se mi zdi, da sem dobila tudi eno tako oporo v njej. Je pa res, da verjetno tudi, bom rekla, mogoče to, da ne maram matematike, izhaja ravno iz tega, ker nisem bila veliko v šoli, a ne, in sem večino razlag zamudila, tako da sem res imela veliko dela potem doma na pripravah in tako dalje. Super, hvala lepa. Zdaj vemo, kjer je bila najljubša učiteljica od Glorije Kotnik. Dragi gledalci, predlagam, da naredimo kratek predah in se potem zopet vrnemo v zadnjem delu oddaje. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Naša današnja gostja, Glorija Kotnik. Še enkrat pozdravljena.
Glede na to, da imate na eni strani aktivno športno kariero, na drugi strani ste mama, žena, ne, nazadnje, ne, kje najdete čas za vašo sprostitev? A si vzamete čas prav zase? Ja, tega časa je zelo malo, ampak bom rekla, da jaz itak uživam v teh trenutkih, ki jih preživim z družino, tako da jaz to štejem kot en prosti čas, pa res najlepše preživeti prosti čas. Če pa mogoče za kakšno sprostitev, sploh izven sezone, imam pa zelo rada hribe, no, tako da se večkrat odpravim na kak pohod, pa takrat zbistrim svoje misli. Sprav, da vam res napolni baterije je? Bom rekla hribi. Hribi. Res odklopim, se napolnim z energijo. Radi berete, mogoče, katera je bila zadnja knjiga, ki ste jo prebrali ali pa ki vam je ostala v spominu? Ja, zdaj predvsem berem v zadnjem času otroške knjigice, ampak ja, ne boste verjeli, da nas lahko te neke čisto kratke življenjske otroške zgodbe velikokrat opomnijo, kaj je res pomembno. Tako da je tudi super branje, sicer imam pa zelo rada kakšne biografije ali pa avtobiografije, ker se mi zdi zelo fajn slišati življenjske izkušnje drugih ljudi, kako se recimo spoprijemajo z različnimi izzivi. Tako da mogoče ena taka res dobra knjiga, ki jo pač trenutno berem, je od Tadeje Brankovič Peta olimpijada, tako da priporočam. Okay, super. A je prehrana pomembna pri športu? Ja, jaz bom rekla, da je zelo pomembna, ampak ne na način ta dieta, ona dieta, ampak spoznavanje svojega lastnega telesa, pa to v bistvu kar tebi odgovarja, ker je sploh v zadnjem času vse preveč nekih informacij, trendov, ki jim potem vsi poskušajo slediti. Dejansko pa pozabimo, da je treba najprej poslušati sebe. V zadnjem času ne moramo imeti družbenih omrežij, digitalne tehnologije, umetne inteligence. Vi ste tudi prisotni na družbenih omrežjih, a to, bom rekel, sami urejujete ali vam kdo pomaga pri tem? Ja, sem prisotna na družbenih omrežjih, ampak ne vseh, ker to enostavno vzame preveč časa. Ja, še vedno to počnem sama, zato sem kdaj mogoče res počasna s kakšnimi odgovori ali pa ne zmorem vsega, ampak se mi zdi pomembno to, no, da ohranjaš neko pristnost, iskrenost. Tudi si vidimo ogromno ene reklame, ponujanje nekih stvari in tako se mi zdi res pomembno, da ljudem, ki te spremljajo, da jim res daš tiste prave signale, da si iskren najprej do samega sebe, pa tudi do njih. In jaz res nekako počnem samo stvari, za katerimi stojim, no, in se trudim res, da me ne bo zapeljalo v kakšno drugo smer. A menite, da je zdaj dejansko v družbi že dejansko preveč tega, da kakšni ljudje izgubljajo stik z realnim življenjem, da so premalo pol v osebnem stiku ali pa v naravi, ki vi ste rekli, sprošča vas narava, hribi, družina, se pravi komunikacija. Kam gre ta svet? Ja, jaz mislim, da nas te stvari kar zastrupljajo, ne. Tudi vsak se trudi mogoče nekaj zmanjšati, ampak vseeno, ne. Socialna omrežja oziroma telefon, sploh te elektronske naprave nas zelo hitro lahko potegnejo noter, tako da je zelo pomembno, no, da imamo neko samodisciplino tudi pri tem in si želim, no, da je več teh pristnih stikov, pravih pogovorov, da ostanemo neka taka normalna družba, da se še znamo pogovarjati pa si izmenjati mnenja v živo, ne pa samo prek spleta. Sploh pa se mi zdi to pomembno, ker se mi zdi, da tudi ogromno prihaja do nespoštljive komunikacije, ne. Se mi zdi, da se je zelo enostavno skriti za nekim drugim imenom, fotografijo in tam v bistvu govoriti stvari, za katere ne pomisliš, da lahko nekoga na drugi strani prizadenejo. Šport, profesionalni šport, da ali ne, bi priporočali mladim vsem, da se ukvarjajo s športom. Kako naj, bom rekel, spoznajo, kdaj se usmeriti v profesionalni šport? Ker vi ste rekli, pač najhujša kazen je bila, ko so rekli, če nam dobro v šoli, nam mogla na trening, ne. V bistvu je to dober vzvod, v bistvu, ne, in za šport in za šolo. Točno to. Jaz mislim, da ja, definitivno vsi otroci se naj ukvarjajo s športom. Tekmovalni oziroma profesionalni šport je pa nekaj čisto drugega. In jaz mislim, da tukaj pa noben starš ne more nekako tega
usiliti svojemu otroku, zato ker otrok bo prej ali slej pokazal, v bistvu, ali mu do tega je ali mu ni. In otrok mora res sam čutiti, mora biti sam s srcem v tem in to početi z veseljem, ne sme biti breme. In v bistvu je to čisto naravno, tako se zapelje. Vaš sin se že ukvarja s športom, smuča, deska? Ja, jaz sem ga že majčkeno več kot enem letu postavila na desko. Naj poudarim, nimam nobenih ambicij. Jaz si kot mama pač samo želim nekako aktivno preživljati z njim čas, mu omogočiti, da se preizkusi v najrazličnejših stvareh in da mogoče se spozna s kakšno, ki mu bo pa všeč in jo bo res želel početi. Super. Če se dotaknemo malo še potrošništva v družbi. Imamo vsega dovolj, imamo vsega preveč, imamo premalo česa? Jaz mislim, da imamo predvsem vsega preveč. Na koncu nam pa mogoče zmanjka časa za tiste stvari, ki so v življenju res pomembne. To je tudi nasvet verjetno za gledalca, ne? Vzemite si čas za stvari, ki so pomembne v življenju. Kaj bi pomenilo za vas, da imate življenje v ravnotežju? Najti neko zdravo mero med delom, pa tistim prostim časom, stvarmi, ki nas veselijo, navdihujejo. Tako da to, da je neka varnost, ampak da lahko vseeno počnem stvari, ki si jih želim s svojimi najbližjimi, to je mene tako ravnovesje. Super. Za konec bi še kakšen praktični nasvet dal našim gledalkam in gledalcem? Mogoče, da v bistvu karkoli si želijo ali pa mogoče sanjajo, da naj ne obupajo nad tem. Delo pa vztrajnost na koncu vedno pripelje do rezultata. Je pa tako, na kateremkoli področju, je to šport, je karkoli, nihče vam ne more garantirati uspeha, nihče ne bo rekel, bo to danes, jutri, čez leto, dve. V mojem primeru recimo se je obrestovalo po 20 letih, tako da treba je biti vztrajen, delati za svoje cilje in slediti svojemu srcu. Torej, kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Tako. To naj bila potem tudi misel na koncu naše oddaje. Gloria, hvala, da se je odzvala povabila v oddajo. Dragi gledalci, drage gledalke, želim vam lep preostanek dneva in vidimo se naslednjič.